Dragi vjerniki, dragi gostje, danes, ko Mati Marija s Sinom prežema naša srca z veseljem, v imenu vseh navzočih vam izrekam iskreno dobrodošlico, ter se zahvaljujem za vajno navzočnost, ki nas napolnjuje naša srca z radostjo. Bilo je pred mnogimi leti, ko smo se novoprišljiki množično utapljali v tujem svetu, ki nas je hotel imeti zase. Takrat nismo niti vedeli, kaj bi sami s seboj, če smo bili. Če smo in tisti, ki smo stopili v avstralsko katoliško cerkev, smo tako hitro ugotovili, da ne razumemo, kaj nam pridiga ali polaga na srce. Bog vedno poišče človeka, ko je v nas pila praznota po taki ljubezni, ki briše solze in lajša bolečino, nam je Bog ljubezni leta 1951 z ameriških brezi poslal patra Beno Korbič in patra Klavdija Okon, ki sta nas razklopljeno čredo začela iskati in združevati. Bog nas je rinil naprej, stopano je nasproti nas krepčal svojim usmiljenjem. Adelaide je po letu 1962 stalno vsaka 2 meseca pastoralno obiskoval pokojni pater Bazilij, in to polnih 20 let. 13. aprila leta 1971 je pater Bazilij prvič opravil sveto mašo v kapeli Slovenskega centra Svete družine. Za stalnega duhovnega je meseca maja leta 1971 prišel k nam pater Filip in Osemferija, ki je med nami pastiroval do leta 1975, ko smo spet osiroteli. Bog počasi melje, z očetovo skrbjo nam je vztrajno pomagal ter podpiral v upanju kreposti, da bi zmogli do cilja. Vse kakor prve zamisli, zasluge, kakor tudi prvi kamen v zidu teh hiše Božje gre prav sigurno patru Baziliju. Na njegov dolgoletni trud je kmalu po prihodu patra Janeza III., ki je rano sprejel križ maja leta 1982, bila zasajena prva lopata. Nastal je poseben čas, ko nas je Jezus vabil v njegov objem, nam nema srca, da smo zavihali rokave in gradili vsak po svojih močeh. Polagali smo opeko na opeko, vse dokler ni Bog ljubezni 13. februarja leto 1983 leta z velikega lesenega križa stegnil svojo roko in nas z njo bogato blagoslovil. Z nami je tisti dan praznoval, cerkev blagoslovil ter nam odprl vrata veselja ljubljanski naš škof in metropolit dr. Alojzij Šuštar. Iz tega svetista Svete družine, skrbjo in prizadevnostjo patra Janeza III., ki se je potem za nas razdalil na 30 let in se tudi razdal, se v naša srca izvira blagoslov Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Blago je imeti svojo cerkev, kjer slapovi milosti pritekejo v naše duše in čistijo misli. Takrat smo računali, da če nam bo cerkev služila kaj svet, da se nam bo več kot izplačalo za trud. Ker kar smo darovali in žrtvovali za to cerkev, smo dobili bogato poplačano in še dobivamo milosti Božje, ki nas drži skupaj. Utrujeni romani v tej hiši Božje smo naši zaveti in se poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja. Tu smo potešili in umirili svoje zbegane duše. Tudi pred Bogom se Božja ljubezen nas razliva od srca do srca in Bog biva med nami. Ta naš posvečeni dom ni samo dom molitve, krstov, porok in pogrebov, ampak je vedno bil tudi naš dom narodnosti, kulture, identitete in upanje k polnosti življenja. Za pokojne dobrotnike, ker jih ni več med nami, molimo za nje, naj jih Bog obdari in poplača z nebeško slavo. Bližine naše Marije pomaga, se vedno počutimo varne in nam je lepo. Pred njenim obličjem Bog nam je blizu, vesel njenega lica pa nas vabi Božji objem. Dragi vjerniki,
Danes ob 35. jubileju posvetite naše cerkve se zahvalimo Bogu za naše patre in za milost, ki jo še vedno dobivamo iz njihovih posvečenih rok. Molimo, da bi še dolgo prihajali pod to streho in nam prinašali blagoslov in uteho. Ker je ljubezen neke vrste magnet naših src, sedaj ostareli bolj kot kdajkoli prej je potrebno, da ovijemo roke hvaležnosti okrog Božji ljubezni in recimo hvala za odpuščanje, za poščenje, za odkrito srčnost in za življenje, ki je še pred nami. Sedaj pa bi prosil Chelsea in Mija, da prineseta rože. Prosim. So nas uvedle v današnjo zahvalno slovesnost te svete daritve in usmerila naša srca skozi teh ne 35, ampak pravzaprav več kot 60 let prihajanja naših bratov pred vas in vašega prihajanja pred Boga. In zato hočemo v tem svetem bogoslužju Bogu iskreno reči hvala. Za vse tiste stvari, ki se jih morda v tem trenutku niti ne moremo zavedati, pa vendar so nam pomagali živeti, za vsa srečanja, za vso bližino in dobroto, za vse Božje prihajanje med vas, za Božje prihajanje v vas. In ko bomo z vso hvaležnostjo pred Gospodom Jezusa Kristusa darovali očetu, ga najprej prosimo, naj nas pripravi na to daritev. Naj nam očisti srca, naj nam odpusti grehe, ki mu jih iskreno priznavamo, da bomo vredno odhajali to sveto srečanje z njim, pa tudi med seboj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu smili se. Christus smili
olajšava in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorođeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, pospešil nas rast vire, upanja in ljubezni. Naj z veseljem izpolnjujemo tvoje zapovedi, tako dosežemo obljubljene darove. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako govori Gospod, vriskajte od veselja Jakobu, vriskajte po glovarju narodov, oznanujte, hvalite in govorite. Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in jih zberem od koncev zemlje. Med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati. Velik zbor si jih vrne sem. Z jokom bodo prišli, s tolažbami jih pospremim nazaj. K potokom voda jih popeljem po ravni poti, kjer se ne spotaknijo. Jaz sem namreč Izraelov oče in Efraim je moj prvorojenec. To je Božja beseda. Odpev. Velike reči je Gospod za nas storil. Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki, smo bili kakor tisti, ki sanjajo. Tedaj so bila naša usta polna smeha in naš jezik vriskanja. Velike reči je Gospod za nas storil. Tedaj so govorili med narodi, velike reči je Gospod storil zanje. Velike reči je Gospod za nas storil. Vsi smo bili zato veseli. Velike reči je Gospod za nas storil. Gospod, daj, da se vrnemo, kakor se vrnijo potoki v puščavo. Tisti, ki sejijo v solzah, žanijo z vriskanjem. Velike reči je Gospod za nas storil. Odhajajo z jokom, ko nosijo seme za setev. Prihajajo z vriskanjem, ko nosijo svoje snope. Velike reči je Gospod za nas storil. Second reading, a readable letter to the Hebrews. You are a priest forever in the line of Melchizedek.
Every high priest has been taken out of mankind and is appointed to act for men in their relations with God, to offer gifts and sacrifices for sins. And so he can sympathize with those who are ignorant or uncertain, because he too lives in the limitations of weakness. That is why he has to make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes this honor on himself, but each one is called by God, as Aaron was. Nor did Christ give himself the glory of becoming high priest, but he had it from the one who said to him, "You are my son. Today I have become your father." This is the word of the Lord. Please stand. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt in razsvetlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. Gospod z vami iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho, ko je s svojimi učenci in s precejšno množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel piti in govoriti: "Jezus, Davidov sin, usmili se me." Mnogi so ga grajali, naj umokne, on pa je še glasneje vpil: "Davidov sin, usmili se me." Jezus je obstal in rekel: "Pokličite ga." Poklicali so slepega in mu rekli: "Le pogum, vstani, kličete." Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: "Kaj hočeš, da ti storim?" Slepi mu je dejal: "Rabuni, da bi spregledal." Jezus mu je rekel: "Pojdi, tvoja vera te je rešila." Takoj je spregledal in šel po poti za njim. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi provincial pater Marjan, dragi tukajšnji dušni pastir pater David, drago občestvo slovenskih hristijanov pri sveti družini v Adelaidi, dragi bratje in sestre. V pozdravnih besedah gospoda Leviše smo slišali v nekaj mislih razpredeno zgodovino slovenskega občestva tukaj v Adelaidi. Pot njegove vere in pot njegovega pridobivanja skupnega doma, tega svetišča svete družine, v kateri se zbirate že 35 let. Na to ste lahko ponosni in zato morate biti hvaležni. Lahko ponosni zaradi tega, ker ste v sodelovanju z Bogom, z Božjimi darovi, z Božjo dobroto, doživeli, kaj vse zmorete, tako kot posamezniki, kakor tudi kot skupnost. Kakor bratje in sestre,
povezani v veri v Jezusa Kristusa, ki ga molite, slavite in častite v jeziku vaših mater in očetov, v jeziku Slovencev. Po drugi strani pa seveda tudi moramo biti hvaležni zaradi tega, ker je, kakor pravi Svetopismo, vsak dober dar prihaja od Boga in Pavel to še z večjo jasnostjo in ostrino pove, ko pravi, kaj pa imaš, česar bi ne bil prejel. Če si pa prejel, zakaj se delaš, kakor bi ne bil prejel, kakor bi ti ne bilo obdarovano. Kajti hvaležnost, tista pristna hvaležnost, ki prihaja iz srca, nas vedno odpre za spoznavanje obdarovanosti. Hvaležno srce ve, kaj mu je bilo podarjeno, kakšne milosti je prejelo, česa vsega je bilo deležno, kar ni samo po sebi umevno. In zato moramo biti hvaležni, da bi mogli spoznavati obdarovanost svojega življenja, pa ne bo obdarovanost občestva, ali pa vaša medsebojna obdarovanost v odnosih doma, v odnosih med sosedi, v odnosih, ki nastajajo v katerem koli človeškem srečanju in človeški skupnosti. In zato je zelo pomembno, da močno slišimo besede iz knjige preroka Jeremija, v katerem prerok vabi ljudstvo: vriskajte od veselja, vzklikajte. Res vas vabim k veselju, res vas vabim k vriskanju, res vas vabim k vzklikanju. Pa morda ne toliko k vriskanju in vzklikanju vaših grl, kakor k vriskanju in vzklikanju vašega srca. Naj vas napolni tisto notranje veselje, ki prinaša seboj zadovoljstvo. Dobro smo živeli, dobro smo delali in Gospod nas blagoslavlja. Morda ne vedno čisto tako, kakor bi mi radi, kakor bi mi pričakovali. In vendar smo blagoslovljeni. Na toliko različnih načinov Gospod razodeva svojo bližino, svojo zvestobo. Kajti Gospod nas ne zapusti. In to nam izrazito postavlja pred oči današnji evangeljski odlomek. Jezus je v Jerihi. Gre proti Jeruzalemu, proti izpolnitvi svojega poslanstva. In če so prejšnje nedelje apostoli še razmišljali pravzaprav, kaj pomeni biti v Jezusovi bližini, v Jezusovi družbi, če so še vedno razmišljali o tem, da bi ob Jezusu delali kariero, da bi eden bil na njegovi desni, drugi na njegovi levi. Ja, danes v tem evangeljskem odlomku tik pred vzponom v Jeruzalem slepi Bartimaj razodene kot Davidovega sina. Jezus, sin Davidov, usmili se, kar je isto, kakor Jezus odrešenik, usmili se. Jezus pričakovani Mesija, usmili se. In kdo ga je pravzaprav razodel Jezusa? Nekdo, ki v tem odlomku niti imena nima. Vemo samo, kako je bilo ime njegovemu očetu. Njegov oče je bil Timaj. On pa je razodet samo kakor Timajev sin. In povrh vsega je odrinjen na rob. Ob robu ceste sedi na plašču in mimo gredoče prosi miloščine od Boga, ker je slep. In Bog ve, koliko ljudi je šlo mimo njega. Niso ga opazili. Niso se zmenili zanj, kaj šele, da bi ustavili korak, mu privoščili besedo ali mu morda položili novec v dlan.
Za njega ni bilo. Po drugi strani pa pogledajte. Za Boga ni nikogar, mimo kogar bi Bog šel. Tudi če nima imena v družbi, tudi če nima veljave v družbi, tudi če ga družba odriva na rob, tudi če sam sebe doživlja kot odrinjenega na rob, Bog ne gre mimo. Mimo nikogar. Bog sliši vsak klic. Ne samo tistega, ki ga izgovarja glas, tudi tistega, ki ga ubije srce in se ustavi. Bog se ustavi v vsaki potrebi, ob vsaki stiski in vpraša, kaj hočeš, da ti storim? Kaj hočeš, da ti storim? Slepi Bartimaj je rekel, Gospod, da bi ponovno spregledal. Naš prevod je nekoliko slab, ker je smo daj, da spregledal. Ampak Timaj je očitno, glede na druge prevode, že prej videl. Daj, da bi ponovno videl. Kaj bi ga v tem trenutku tvojega življenja, dragi brat, draga sestra, prosila ti? Gospod, povej mi, ti, kaj hočeš, da ti storim? Zakaj bi ga prosil? Kaj tako bivansko potrebuješ v tem trenutku od Boga, da bi mu tako kakor Bartimaj v hipu odgovoril, Gospod, morda da bi ljubil, da bi ozdravil, da bi moji otroci ostajali blizu meni in moji družini. Ne vem, kaj bi rekli. Vam pa povem, da je pri tej prošnji treba biti silno preudarjen. Kaj se je zgodilo z Bartimajem, ko je spregledal? Podal se je za Jezusom. Nič več ni sedel ob robu poti, ampak je postal Jezusov učenec. Hodil je za njim proti Jeruzalemu, proti kraju trpljenja, proti kraju smrti, a tudi proti kraju vstajenja. In zato mora tudi naša prošnja, ki jo izrekamo Bogu na njegovo vprašanje, kaj hočeš, da ti storim, vsebovati to pripravljenost. Če bo Gospod uslišal, kar ga prosi, Bog hodil za njim. Bog ne daj, da bi me to, kar bi po Božji dobroti dobil, pustilo neprizadetega, mlačnega, hladnega, morda celo odpadlega od zvestobe Gospodu in njegovemu evangeliju. Ne, to mora biti za nas kakor Bartimajevo ozdravljanje, ko te dvigne iz tvoje utopelosti, iz tvojega ždenja, morda nekaj na robu, in se napotiš za njim in hodiš za njim. Kamor gre on, tja greš tudi ti. In to je tudi namen te Božje hiše v Adelaidi, te cerkve svete družine. Da bi se v njej vedno znova, ko se zberete tukaj, ko poslušate Božjo besedo, ko ste deležni Jezusa Kristusa v zakramentu Euharistija, da bi se vedno znova napotili za njim, hodili za njim, dosledno. Takrat, ko je hoditi za njim zelo lahko in takrat, ko je hoditi za njim zelo težko. Vsakokrat v takšnih in drugačnih okoliščinah mora naša hoja za njim ostajati zvesta. Vsakokrat, ko izpolnjujemo njegovo voljo, pa je bo ta všečna ali zahtevna, mora biti naša hoja za njim zvesta. Izpolnjevanje njegove volje zveste. In zato, dragi bratje in sestre, ko se danes veselimo in zahvaljujemo za 35 let te Božje hiše, ki ste jih obhajali februarja letos, prosimo Boga, da bi nihče izmed nas ne obstal ob poti. Ampak bi vedno znova prosili Jezusa,
ki se ustavijo ob nas, ne gre mimo, vedno znova prosili, naj nam podari tisto, kar potrebujemo za to, da bomo hodili za njim. Kot posamezniki, kot družine, kot slovenska skupnost tukaj v Adelaidi. In naj Gospod, ki je blagoslavljal teh 35 in več verskega življenja tukaj, blagoslavlja tudi vso prihodnost vernih Slovencev v Adelaidi. In naj vas sveta družina vedno znova varuje. Amen. Izpovedali bomo vero. Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, Stvarnega nebesa in zemlje, Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je v spočetju Svetega Duha, rojen iz Marije Device, ter bil pod Poncijem Pilatom, križan bil umrl in bil proploščen, šel pretekal 3 dni od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondoto prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Brati in sestre, Božji otroci smo, sinovi in hčere nebeškega Očeta, ki nas je po Jezusu sprejel za svoje. Zato sedaj, ko obhajamo obletnico blagoslovitve naše cerkve, prosimo Gospoda Jezusa. For our Holy Father, Pope Francis, for priests and bishops, especially for Archbishop Stanislav, who teach and lead God's people, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For people suffering from failing eyesight or blindness, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the Lord of the harvest may open the hearts of our young people to the possibility of a life in priesthood or religious life, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Za našo slovensko skupnost v Južni Avstraliji. Naj nas Božji duh vodi in blagoslavlja naše delo. Prosimo te, usliši nas. Za načrtovalce in graditelje naše cerkve, za njene dobrotnike, še posebej tiste, ki so bolni in ostareli, in vse, ki jo vzdržujejo, čistijo, krasijo ter bogatijo se sodelovanje pri bogoslužju. Napolni jih s svojim blagoslovom. Prosimo te, usliši nas. Za vse naše drage rajne, še posebej za pokojne dušne pastirje patra Bazilija, patra Filipa Inocenca in patra Janeza, ter za vse pokojne dobrotnike in člane naše skupnosti. Za njihov trud jim podari nebeško plačilo. Prosimo te, usliši nas. Božjemu smiljenju priporočamo že omenjene patra Janeza, patra Filipa Inocenca, patra Bazilija, vse žive in pokojne dobrotnike naše cerkve in slovenskega misijona. Sveto mašo pa darujemo tudi za pokojno sestro Marijo Bezjak, po namenu Rozike Legiša z družino, za pokojnega starega očeta Alojza Boštjančiča, po namenu družin Poklar in Skendred Smith, za pokojnega Ladota Kostulina, po namenu Albine in Branka Kalc z družino, za pokojnega Danila Dodiča, po namenu Angele Dodič z družino, za pokojno ženo in mamo Ivo Kresevič, po namenu Danila Kreseviča z družino, za pokojne iz družine Kalc in Vičič, po namenu Albine in Branka Kalc z družino, in molimo tudi za pokojno Loti Arklin, od nje smo se poslovili
zadnji ponedeljek s pogrebno mašo tukaj v naši cerkvi. Prosimo te vsem tem, za katere ti prinašamo to daritev, podeli večni mir. Prosimo te, usliši nas. Jezus Kristus, ti si naš Gospod in odrešenik. Blagoslovi naše oddatno občestvo in nas usliši, ki z Bogom očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekovaj. Amen. Molimo, bratje in sestre, naj Bog naš dobri Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvala čas svojim ljudem, blago tudi nas in vse svoje svete cerkve. Gospod Bog, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo, da bo naše sveto pravilo resnično tebi v čast. O Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. V svoji neizmerni Božji slavi se sklanjaš na umrljivim ljudem in nam daješ zdravilo nesmrtnosti. Kako smo po prvem človeku padli, tako nas rešuješ po novem človeku, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Amen.
vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da bo Sveta Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, da obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnevohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravu. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s svojimi izvoljenimi. Najprej s privlačeno Božjo materjo Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci, svetim Frančiškom Asiškim in vsemi svetimi. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v meri in zveličanje. Utrjuje veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Gregorja, tukajšnjega škofa prisotnega Stanislava, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre, še posebej pokojnega patra Bazilija, pokojnega patra Filipa Inocenca in pokojnega patra Janeza, ter vse pokojnike, pokojne dobrotnike in graditelje te naše cerkve, vse, za katere ti prinašamo to daritev in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo s njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu,
v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vikov. Starodavna modrost je govorila, družina, ki moli, ostane skupaj. In naša verska duhovna izkušnja nam pove, res je. Bolj ko molimo bližje, ko smo Bogu, bližje smo tudi drug drugemu. Vaša župnija, skupnost Misijon se imenuje po sveti družini. Ona je tista, ki bdi nad vami. In te misli, kako smo vse ena družina, kako smo se blizu, kadar molimo, zmolimo Gospodovo molitvo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoja oblast in slava vekovaj. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen, veselje in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Jezus je rekel dvema svojima apostoloma, ali morata piti kelih, ki ga jaz pijem. In vsakič tik pred obhajilom je prav, da se spomnimo tega vprašanja, ali moramo jesti z Gospodove mize in piti iz njegovega keliha. In naš odgovor naj poda, zato ker ljubimo, da zato ker je v nas upanje, ker je v nas močna vera. In oznamenje tega, da je vse to v nas, ne samo za nas, ampak tudi za druge, za brate in sestre, si podajmo roke in s tem povemo Bogu, moramo piti tvoj kelih, moramo sprejeti sveto obhajilo. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena moja duša. Blagopovabljeni na njegovo gostijo.
moč uživamo v polnosti v neviški sreči, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ja, doklone in hvala lepa nadškofu patru Stanetu in provincialu patru Marjanu. Pater Ciril je vprašal patra Staneta, si ti še vedno pater, čeprav si nadškof, pravi pater Stanet, nihče ni oduzel tega naslova. Vsekakor je za nas še vedno prijatelj, tisti pater Stane, ki ga poznamo, ki nas čutimo njegovo bližino, ne samo sedaj z obiskov, ko nas je obiskal kot nadškof, ampak tudi že odprej. Torej, iskrena hvala, da smo praznovali to obletnico skupaj. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem, ki ste sodelovali, ki ste cerkev počistili, jo tako lepo okrasili. Angela Dodič, Nada Čargo, torej hvala lepa. Vse, ki ste pripravili in prinesli stvari za naše skupno kosilo v dvoranci po Maši Boklone in seveda vsi prav lepo povabljeni. Thanks to our organist, we have a special organist today. Thank you very much that you came and enriched our celebration. Sveta Maša bo spet v naši cerkvi v četrtek, ko je praznik vseh svetih, ter potem naslednji dan, 2. novembra, na dan spomina na naše pokojne. In oba dva dneva boste lahko tukaj v cerkvi prižgali svečke za naše pokojne. Svečke sami kaj veliko sicer ne bodo pomagale, ampak naj bodo znamenje, da jih imamo radi, da mislimo na nje, predvsem pa, da smo z njimi duhovno povezani in da za nje molimo. Prihodnja nedelja, ki je prva nedelja v novembru, se v Slovenski cerkvi praznuje kot zahvalna nedelja in takoj bomo tudi mi praznovali v iskreni hvaležnosti Bogu in drugemu. Danes boste ob izhodu iz cerkve prejeli posebne spominske podobice, ki jih je natiskal in podaril pogrebni zavod Distinctive Funerals, za kar smo jim iskreno hvaležni. Na prvi strani podobice je cerkev, kot izgleda 35 let pozneje, ko ste jo zgradili, ko je bila blagoslovljena, in pa na zadnji strani pa je slika podobe Marije Mekilo, ki jo je naslikala naša domača slikarka Justina Bole-Schneider. Mary McKillop je prva avstralska svetnica in z gospod Justi smo se že nekaj časa pogovarjali, da bi bilo dobro, da bi poleg prvega slovenskega blaženega v naši cerkvi bila tudi podoba prve avstralske blažene in svetnice. No in so se pogovarjala in čakala primeren trenutek, da bi to sliko potem tudi blagoslovili in danes jo bo sedaj blagoslovil nadškof pater Stane in ostala bo v tej cerkvi, kjer nas bo vedno spominjala na to naše praznovanje 35-letnice. Na notranji strani je napis, na notranji desni strani pa je posebna molitev k sveti družini. To je molitev, ki jo molimo frančiškani, naše frančiškanske samostanske družine, vsak dan, vsak večer po večerji. In vam res priporočam, da jo molite tudi vi in tako sveti družini izročite v varstvo svoje družine, svoje domače, tako tiste, ki so ob vas, s katerimi morda živite, kot tudi tiste, ki so morda daleč, morda na drugem koncu sveta. Naj tudi njih vedno spremlja in varuje sveta družina. Torej, sedaj bomo blagoslovili to podobo svete Marije Mary McKillop in potem bo naš pater provincial spregovoril par besed in tako bomo končali današnji prvi del.
slovesnosti tukaj v cerkvi in še enkrat lepo povabljeni potem tudi v dvoranco na skupno kosilo, kjer se boste lahko tudi osebno srečali in se kaj pogovorili tudi s patrom nadškofom ali patrom provincialom. Molimo. Poveličujemo te, Gospod, edino tisti sveti. Iz usmiljenja do nas si poslal na svet svojega Sina Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vse svetosti. On je poslal na porajajočo se cerkev duha polažnika, glas, ki neizrekljivo uči skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca vernih užel ljubezni, Božje seme, ki rodi sadove milosti. Tebe, torej, Gospod, danes poveličujemo. Z darovi istega duha si obogotil sveto Mary MacKillop, v čigar čast smo pripravili to podobo. Naj hodimo po Gospodovih stopinjah in posnemamo zgled svete Mary MacKillop, da tako pridemo do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu. Naj z besedo in zgledom oznanjamo evangelij in se ne obotavljamo dati zanj tudi svoje življenje. Naj vzamemo vsak dan Gospodov križ in se žrtvujemo v službo tebi in bratom. Naj izpolnjujemo dolžnosti v človeški družbi, jo prekojimo s Kristusovim duhom in se oziramo kviški proti nebesom, kjer nas ti, Oče, sprejemaš v kraljestvo svojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. In sedaj še zvolimo molitev v čast te prve avstralske svetnice. Molimo. O Bog, vir vse dobrote, v sveti Mariji od križa si nam pokazal ženo, ki je živela v moči križa. Prosimo te, po njenem zgledu nas uči v teh spreminjajočih se časih živeti po evangeliju in spoštovati ter braniti človeško dostojanstvo vseh. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Sveta Mary MacKillop ni bila samo velika dobrodelnica, dobrotnica, ampak tudi žena s prodorno modrostjo in mislijo. In eden njenih izrekov se glasi: hvaležnost je spomin srca. In danes, ob tej lepem jubileju, nam srce govori, naj se s hvaležnostjo spominjamo izrednih ljudi, naših patrov, Bazilija, Filipa Inocenca, Janeza, ki so z vami bili od vsega začetka, z vami dihali, bili eno srce v različnih telesih. Bogu hvala za nami. Danes pa je še posebna priložnost, da se vam zahvalim za to, kar naredite za našega patra Davida in kar ste prej naredili za vse druge naše patre. Zato vam bom izročil priznanje Slovenske frančiškanske province, ki se glasi takole. Občestvo slovenskega misijona v Adelaidi za nesebično pomoč frančiškanom in sodelovanje z njimi podeljuje priznanje in se vam zahvaljuje. In svetim Frančiškom prosimo blagoslova za vse občestvo,
Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Pokaže naj svoj obraz in se vas usmili. Obrne naj svoj obličje k vam in vam da svoj mir. Včasih sem ob Svetem krstu prosil, ko je bil obred končan, mamo, če mi za trenutek dal naročje otroka. In niso bili vse prepričane, ali bi to storile, ker niso vedele, ali znam ravnati s tem otrokom ali ne, kako ga bom prijel. Mame so zelo skrbne. Vendar, ko so ga vseeno zaupale, so videli, da je vse v redu. Tako mi, frančiškani, ko koga pošljemo v svet, imamo enako skrb kot te mame, kako bo sprejet naš sobrat tam, daleč od doma, še posebej, če je sam, kot je tukaj pater David. In hvala Bogu, veliko olajšanje je, da ste ga znali in ga še lepo sprejemate, da mu dajete tisto, kar kot človek potrebuje. Prijateljstvo, bližino, skrb in da ga podpirate s svojo molitvijo, da ga v srcu blagoslavljate. Zato izročam to priznanje. Ne gre za formalnost, ampak zares iz srca hvala. In vam priporočam našega patra Davida še naprej. V imenu celega občinstva pa prosim, da to priznanje sprejme gospa Rosemary Bognar. Se nismo zaslužili, smo pa veseli. Na začetku po pozdravu sem vas Tatra Marjana prejela 2 šopka. Gotovo, da veste, da teh šopkov ne moramo dati v kovček, ker bodo nekaj biti šopki. In zato bi radi te šopke izročili 2 družinam. Najprej družini Danila Kreseviča za ženo in mamo Ivo Kresevič, ki je bila zelo povezana s to skupnostjo, in pa gospe Marije Zagorc za pokojnega moža Ivana Zagorca, ki je pravzaprav tudi praktično živel v misijonskem središču Svete družine. Sedaj bomo prosili Boga, naj blagoslovi vsa dosedanja leta in vse dosedanje delo in naj bo velikodušen v blagoslavljanju današnjega praznovanja in naj svojim blagoslovom daje rast tudi vsemu temu, kar boste storili v prihodnje. Gospod z vami in s svojim duhom. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. Razjasnaj svoj obraz nad vami in naj vas svoj mir. Amen. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Amen. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti
There's more chicken coming. Is it? Yeah, so the people that don't have chicken, they're coming. No, it wasn't much, no. To pa avtomatsko pred zmanjšite. Morate čakati. What is over there? Are you over there? I know. There's a bag there, Mum. Ne, sem drvaco pije. Sem prišla noč, sem imela juho, po košem sem usta. Just going to start with the cakes. It's coming now. That was in trouble. Now, shouldn't have been Oh, sorry. Are you sure? Should see the other bloke, the climbing street, getting up in a bit of soccer. He's got a broken hand playing soccer. The ball got... Če jeste, pa nič hodega, Božji ženiš seže tudi v živote. In še gle, do srca. Nebiški oče, blagoslovi nas, to skupnost danes v njenem praznovanju in blagoslovi tudi vse tisto, kar po tvoji dobroti prejemamo v življenju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Bog žegnaj vsem skupaj. Naj bo v korist in veselje.